Okay. Jaz sem ta film gledala že 3-krat in vsakič sem ga čist drugače doživela. Je res, kar je že Brina povedala, na naši ekipi je dosti pustil velik pečat, zaradi tega, ker smo imeli po tem filmu v bistvu največjo debato. Spomnim se, ta prvič, ko smo pogledali ta film, smo šli pol v parkec pred kinodvor sedeti in smo odpirali iste teme, kot v filmu, še ure in ure. Tako da sem v bistvu bi kar tako začela danes ta pogovor. Ajko, ti si tudi danes predstavnica naše generacije tukaj, tako da kako si ti doživela ta film in pa kaj ti zdaj najbolj odzvanja v glavi? Hvala. Ja, jaz v resnici sem še malo še procesiram točno, kar sem videla. Mene je ful prizadel ta film v resnici. Ful mi ga je bilo težko gledati, tako izredno težko mi ga je bilo gledati, ker se mi zdi, da je to za nekoga naše starosti, ki zdaj doživlja točno te stvari, zelo pač naporno za videti. Mene pač jaz, ko pomislim na prihodnost, pomislim na kopico enih vprašanj in v resnici sem se zelo poistovetila z velikanimi stvarmi, ki so bile povedane, z nekaterimi se nisem strinjala, ampak se mi zdi, da našo generacijo pač združuje to, da nas čaka prihodnost, za katero nismo prepričani, da sploh bo, oziroma zelo težko se fokusiramo na svojo, medtem ko ne vemo, kakšna bo sploh prihodnost planeta, na katerem živimo, in hkrati še vsa politična trenja, ki se dogajajo. Tako da, mene je zelo prizadel ta film. Filip, kako pa ti kot filozof in sociolog kulture, kako si pa ti dojel poglede mladih v različnih temah? Se pravi, imeli so vprašanja ljubezni, svetu brez denarja in njihovi odgovori so bili zelo raznoliki. Smo si torej mladi znotraj ene generacije sploh podobni? Smo tukaj mi podobni njim tam? In smo res tako zelo drugačni od starejših? Ne vem. Jaz sem drugače. Jaz mislim, da ta, vsaj kolikor sem ga jaz gledal, da pač ta lastnost oziroma ta raznolikost, ta neka kvaliteta različnih pogledov pač ni specifična odlika mladih ljudi. Jaz mislim, da pač kot subjekt so mladi tukaj pač veliko bolj hvaležni kot neki 45 let stari ljudje, ki imajo pač malo drugačne prioritete v življenju, ker pač mladi so ljudje, ki se jim dopoveduje, da si prioritete morajo ustvariti, pa jih še nimajo, zaradi tega pač nimajo stanovanja, pa avta, pa otroka. Tako da meni je bilo to predvsem zanimivo. Ne vem, mi je bil pa pač film zelo lep, je pa tukaj pač treba povedati, da moja osebna pozicija je, da prihodnost je gotova, ta prihodnost je smrt in pač to zdaj kot filozof in da novo življenje ni nujno neto pozitivno etična stvar. In pač z tega vidika se mi zdi, da je pač film mogoče res nekaj, kjer se da to razmišljati, se mi zdi, da pač take stvari so seveda zelo nevarne, za preveč se v njih spuščati. Ampak se mi zdi pa mogoče še vedno pač pomembno tudi to, zdaj tukaj pač postaviti na mizo, tudi z vidika prihodnosti, pa planeta, pa vsega ostalega. Ampak pač, ne vem, mene je predvsem pretreslo to, ker pač del tega tudi Slovenci, pa naše mame pa to, ta občutek dolga, ki ga imajo ti otroci do prejšnje generacije, kjer pač, jaz moram povedati, da pač čisto racionalno je to glupost. Ker nihče od nas si ni izbral, da se bo zdaj pač rodil ali pa da bo delal s tem življenjem. Pač mislim, da to je nekaj, recimo, kar je mene pač zelo presenetilo. Sem bil v bistvu presenečen na tem, kolikokrat se je to pojavilo, da ni bilo samo enkrat, kar pomeni, da pač verjetno v originalnem materialu je bilo tega še več, da so pač dvakrat dali v film. Kaj se ti pa zdi, da vpliva na oblikovanje naših vrednot in se ti zdi, kako se te spreminjajo skozi čas?
Ne vem, kako naj na to odgovorim. Vse, po moje, pa spreminjajo se ves čas. Ne vem, pač ideologija je tisto, kar pač vzameš zdravo zagotovo. Ne? In pač o tem se je zelo težko pogovarjati. In pač iskati neke konkretne mehanizme, kako se to zgodi, je po moje zelo težko. Jaz še vedno mislim, da ključna tukaj je neka drugost, da pač brez drugega se kaj takega ne more zgoditi, da pač to, kako mi strukturiramo svoje odnose z drugimi ljudmi, ima pač velik vpliv na to. Ne. Mislim, tudi v luči tega danes, ko je bila ta eksplozija v Kočevju, ne, ko gledamo filme v vse to o naravnih katastrofah pa o potresih in podobnih situacijah, so vedno policaji pa rešilci v ospredju. Ne. Ampak če se tvoja bajta ne sesuje, te ne reši gasilec, rešite sosed ali pa umreš. Ne. To bi mogoče pač tukaj izpostavil. Se mi je zdelo v bistvu zelo lepo, da so vedno režiserji naslavljali skupnosti, pa pač skoraj nikoli individualnih ljudi. Ne. Bi jaz malo skočila po vprašanje, sicer je malo izven tega, ampak a se ti zdi, da si generacija med seboj drugače zaupajo, ko govorimo o skupnosti? Ne recimo samo mladi pa starejši, a si med sabo mi zaupamo? Jaz mislim, da generacije med sabo nismo. Mislim, jaz tega odnosa nikoli nisem čutil. Če sem čutil neko interpelacijo, ko sem bil mlajši, jaz sem zdaj veliko bliže 35 kot 25, da pač kao, ja, mladi ste nekaj posebnega in to mi je pač vedno šlo malo na živce, če sem čisto iskren, ker se mi zdi, da se pač s tem sam spostavi neka pač specifična oblika diskurza, ki omogoča molk ali pa neko drugačno obravnavo, ker ne vem, če bi kdo od vas prišel k Pahorju, predsedniku države recimo, ne, pa vas bi verjetno Pahor še sprejel, pa mu stisnil Fakiča, bi Pahor rekel, ahaha, kako ljubko, ne. Meni se zdi to grozno, da pač zaradi tega, ker te nekdo pač postavi v to pozicijo mladega, pač ti niti Fakiča ne moreš stisniti oblasti na tak način, da bi jo to prizadelo. Tako da tu se mi zdi to ključno. No. Ne vem, če zares obstaja nek medgeneracijski dialog ali pa medgeneracijski konflikt, ki bi bil pač strukturiran na generacijo direktno. Se mi pa zdi, da pač družbeni razredi se itak formirajo glede na neke družbene okoliščine in zdaj družba tveganja, kot je temu rekel Beck, ne, ko pač vsak od nas mora sam svoj lasten risk management delati, pa to, da nekdo v osnovni šoli, če ne bo dobil petice, nikoli v lifeu ne bo zdravnik, to so vse ful grozne stvari, ne, ampak ni to problem zaradi tega, ker si ti v osnovni šoli. Ne. Ampak je pač to problem, ker je life takšen, kakršen je. Ne. Ama kdo od gostov drugačno mnenje? Ne. Veliko je bilo enih stvari. Ja. Kot mnenje, da si recimo to, da si ne zaupamo med sabo, da ni neka skupna točka. A se vsi strinjate s tem? Mislim, jaz definitivno ne zaupam generaciji mojih staršev pa starejšim generacijam, ampak mislim, da ni to generacijski problem, to je moj problem. Pač to je moje stališče, to ni stališče moje generacije. Mislim, da nismo toliko homogeni, spet kakor, ne vem, ljudje, ki nas zanimajo podobne stvari, mogoče smo generacijsko smo malo podobni, pa mogoče ni to take razlike spet med generacijami, kakor med tem, kaj nas zanima. Ampak jaz, ne vem, generalno veliko bolj zaupam mlajšim kot starejšim. Mogoče je to neka moja, ne vem, whatever. Ne pravim, da je to prav ali pa karkoli. Sem pač, ne vem, vidim, da marsikdo od ljudi, ki so recimo 20 let plus starejših od mene, pač enih stvari ne more razumeti, ker pač so iz drugačnega sveta in je logično, da jih ne razumejo, ne obsojam jih za to, ampak zaupam jim pa tudi ne. Mislim, če lahko sam dodam, pač jaz sem bila zelo velikokrat postavljena v pozicijo, kjer sem mogla govoriti v imenu svoje generacije in vse bolj pač se oddaljujem od tega, zaradi tega, ker se mi zdi, da je to, mislim, jaz osebno pač ne čutim neke hude povezanosti s svojo generacijo oziroma ne čutim, kot da sploh imam neko generacijo. In tudi, ko sem gledala ta film, je v resnici to zelo, sem zelo veliko razmišljala o tem, ker se mi zdi, da pač edina stvar, ki povezuje vse te ljudi, je to, da so pač v podobni starostni skupini, plus, da imajo še pač veliko enega življenja pred sabo. Ampak se mi zdi, da ne vem,
naša družba, kar se mi zdi, da se je tudi zelo dobro prikazalo, kar je izpostavil eden izmed teh italijanskih študentov, da pač zdaj ne verjamemo več v Boga, zdaj verjamemo vase, ampak jaz nimam občutka, tako kot da naša generacija ful močno verjame vase. Se mi pa zdi, da ja, se lahko to še spremeni. Ja, jaz sem tudi to v filmu ful si zapamala. Zdaj bom malo zapeljala ven mogoče iz te teme, ki smo jo začeli. Pa bom šla na to, da ena od vrednot v bistvu je, pa tudi eno največjih v bistvu sredstev za izražanje je umetnost. In recimo že ta film je bil umetnost, skozi katero smo mi slišali direktno te Italijane. In meni se je njihov glas, kot si ti rekla, Ajko, v bistvu zdel večinoma negotov, kjer sem pa jaz našla neko upanje, je bilo pa v bistvu mogoče pri teh grafiterjih v Palermu ali pa pri reperjih, ki so rekli, da skozi svoje besedila se najboljši izražajo. Tam sem jaz našla recimo kanček upanja pri njih ali pa sem videla, da imajo oni nek varen prostor, neko zatočišče. In čim je to vprašanje zate, je kaj te v bistvu pomeni umetnost oziroma malo bolj širše, kaj je tvoj pogled na umetnost, mlade in prihodnost? Zdaj, kaj je moj pogled na umetnost, je široko vprašanje. Jaz umetnost, kakor jo jaz ustvarjam, dojemam kot izredno egoistično v smislu, da lahko zares pač samo opisujem svoj pogled na sicer medosebne dinamike, ampak vendarle na svojo lečo teh in pač upam, da nisem edini, ki se tako počuti, oziroma upam na to, da bo mogoče to še s kom drugim rezoniralo poleg mene. Kar se tiče pa, ne vem, prisotnosti umetnosti v filmu oziroma umetnosti kot neke sorte upanja, pa kaj pa vem, mislim, jaz sem večino umetnosti, ki se nekako, še posebej danes, kjer se mi zdi, da ne gre za odsotnost neke take zelo radikalne umetnosti, ki bi definirala generacijo, v glavnem tudi zato, ker je vedno težje govoriti o neki koherentni generaciji, zaradi se mi zdi, da nekega splošnega pospeška kulture in segmentiranja kulture na način, ki ni vedno povezan s starostjo, ampak še posebej v odsotnosti neke te revolucionarne umetnosti se mi zdi današnja umetnost bolj kot obliž, kakor pa rešitev za neko stvar. Jaz mislim, da veliko umetnosti, ki jo proizvajamo danes, in nekako naslavlja to dejstvo, da je treba zakrpati nekatere dele pač naše izkušnje bolj, kot pa to, da jih je treba spremeniti. Jaz mislim, da je velik del nekako revolucionarnega duha glasbe, ki bi gledal zelo daleč v prihodnost, zamrl z splošnim pomanjkanjem revolucionarnih idej in z nekim takim tihim sprejetjem dejstva, da se mogoče vedno težje stvari spreminjajo in da poznamo zgolj več načinov, da se z njimi spopademo, da si sproti celimo rane, ki nastajajo v nekem takem sistemu, ki nas dehumanizira na način, ki ga mogoče ne znamo čisto točno razumeti in ki mu mogoče ne znamo čisto točno slediti. Se mi zdi, da sem nek ful kompleksen, mislim, ne vem, ful nakladam, ampak hočem reči, da ja, da jaz umetnost današnjo pač dojemam kot neke sorte krpanje ran, ne pa kot neko revolucionarno, zelo dlje segajoče sporočilo, ki pač bi moralo odmevati po ne vem čem in spremeniti ne vem kaj. Ok. Cool. Pa da ostanem še malo na umetnosti. Urša, ti si režiserka in dokumentarnega in igranega filma. Kako si ti doživela danes ta film, tako, z tega pogleda? Tako, jaz sem zdaj, tako imam replike imam na to, kar je folk povedal, mogoče tudi zato, ker sem malo starejša od vas, tukaj zdaj sem kao ta, ko pride, ko smo bili mi mladi. Ampak ne vem, meni se zdi, tako ene par stvari se mi zdi zanimivih, bolj ko vas zdaj poslušam, ko sem gledala, se mi je zdaj, pa sej to je še en film, kakor smo jih vsakih 10 let ali kakorkoli tukaj omenjajo Pasolinija, ker to je bilo že ne vem koliko, mogoče 60 let nazaj, 50, ne vem točno. Vsakih 10 let pride en tak film, ki poskuša malo zajeti to, duha časa v smislu, kako si mladi predstavljajo prihodnost. Prav to je ful taka popularna tema. Pa se mi zdi, da
Mislim, se strinjam, težko je reči, jaz se pa poistovetim svojo generacijo in bom zdaj povedala, kaj si moja generacija misli. To je tako malo čuden občutek in pač bizarno, da se sploh od ljudi to zahteva ali pa pričakuje. Ampak bi vsem tako iz distance malo rekla, da pa vsem so neke razlike med generacijami, ki pa niso tako čist, mislim, ne vem, no, valjda nima vsaka generacija istih problemov, nima vsaka generacija istih rešitev, nima vsaka, mislim tako, vsem, jaz vidim kar eno precejšno razliko med to generacijo, pa recimo med mojo generacijo, ki je bila v tem leta, ne vem, 2005 mogoče v takem, ali pa tam nekje, ne, v takem položaju, mislim, ne v takem, ampak na tej točki v lifeu. Velike razlike v bistvu vidim, no. Tako mislim, da je, tako ene stvari so boljše, ene stvari so slabše, ful stvari je drugačnih. Še vedno pa so neke osnovne, to, kar je pa po moje ful podobno, je pa to, kako te v bistvu okolje vse na nek način determinira tvoje želje, tvojo pozicijo, to, kar te zanima, kako si predstavljaš, kaj si zmožen predstavljati. Ne vem, vedno se mi zdi ful očitna in to je v vseh teh filmih za 60 ali pa 100 let nazaj se mi zdi vedno ta razlika med nekim urbanim okoljem, nekim mogoče bolj delavskim razredom, nekim okoljem, kjer je res osnovno preživetje, že pač neka ambicija, ne? To imeti kakrat tako udobno življenje, nekaj, o čemer sanjaš in si prizadevaš, niti to nekaj samoumevnega. In pol to prehajanje med temi razredi je ful pač včasih tako, v enih družbah lažje, v enih težje, ne? Ampak Italija je po moje nekaj vmes, tako po feelingu. To je nekaj, se mi zdi, kar je vedno zelo podobno, ne? Te razlike znotraj generacije, ampak ena stvar, ki se mi zdi pa ful drugačna, ne vem, če primerjam svojo generacijo, pri nas je ful bila svoboda, nek tak. Pa tudi recimo ena generacija, ta generacija X recimo, ki je bila pred nami, ne, pač ne vem, 15 let ali koliko, se mi zdi, da je bila v tem mičkem podobna. Mi smo to imeli, osamosvojimo se od staršev, gremo po svoje, tudi starši so bili malo bolj chill, tako niso nas nadzorovali na vsakem koraku, niso se toliko bali za nas, mi se nismo toliko bali zase, tako no, mislim, da je to ena glavna razlika. To nam je bil nek ideal, nekaj, kar nam je bil cilj, biti svobodni, delati, kar hočemo. Danes pa, mislim pa, popravite me, se mogoče je to zdaj, sam, ker mi je bilo ful hecno, da ni noben tega omenil, ali pa mogoče je kdo, ampak tako no, to rešiti se teh, glih obratno, a ne, še celo, čak, kdo je že omenil to, feeling, da si dolžen neki staršem, fuck, mislim, brez zamere sem, joj, pa ni treba, no, mislim, se noben ni prosil, da se je rodil, vse je fajn, jaz tako, mislim, mogoče, ko bojo, jaz imam hči, ki je pač tako dojenček praktično, mogoče, ko bo stara 16, bom drugače razmišljala, ampak zdaj mi je tako, okej, pridi kdaj na kosilo, poklič me kdaj, ne rabiš pa mi nič biti dolžna v lifeu, a ne. In to se mi zdi, da je res neki, ne vem, neka velika razlika, no, pa mi je ful v resnici kar malo, pa se je cool, no, mislim tako, te neke verige, se mi zdi, da to je glavna razlika med generacijami. Kaj se pa tiče umetnosti, pa mislim, ful si pa moje dobro detektiral ene stvari tako v tem nekem, mogoče vsaj, pa ne glih mainstreamu, ampak temu, kar je najbolj okrog nas, ne, to funkcijo umetnosti. Sam se po moje kot prvo ni nič narobe s tem, pa tudi biti obliž, a ne, je ful dober, mislim, vsi rabimo kakšen obliž kdaj. Ampak po drugi strani pa tudi mislim, da je to neka logična posledica tega, da je toliko stvari bilo narejenih, že toliko stvari smo videli, malo preveč smo cinični pa razgledani, vsaj ljudje, ki konzumiramo umetnost, da bi jo še dojemali kot nekaj tako revolucionarnega, ne. Včasih je bilo revolucionarno, da je vlak pripeljal na postajo, pa je folk bežal iz kina, ker so mislili, da jih bo povozil, ne, to je bilo pač, ne vem, 120 let nazaj. Danes pač ne moramo, mislim, je vseeno, smo toliko stvari, tudi ko si enkrat, ne vem, v srednji šoli si že toliko stvari videl, da mogoče težko ima umetnost to funkcijo, no. Še vedno jo ima lahko, pa verjamem, da vseeno v nekih kotičkih, pa da se še to zgodi, a ne, mogoče na malo drugačen način, no. Ampak ja, pač publika je ful segmentirana, mi imamo tudi različne, ni več teh, ko sem bila jaz, ne vem, v srednji šoli so bile ful jasne, tako subkulture, a ne, si malo prehajal vmes, valjda, ampak ni bilo pa tako, ne vem, danes se mi zdi, da je res ful manj tega.
Tako da pač je normalno, da ima umetnost drugačno funkcijo, ne vem. Ampak, ne vem, še vedno so tudi umetniki, ki se trudijo za neko revolucijo. Sam mogoče je res ta deziluzija teh zadnjih, ali pa tukaj, ko govorijo o Janovi 20 let nazaj, ne, je nekako prinesla to, da mogoče je res revolucijo drugače treba delati. Oziroma, da je pač umetnost super, ampak ni pa to, ne, to je mogoče ne prvi, ampak -1 korak. Pol je pa treba nekako kladu vzeti v roke, ali kaj, ne vem, nekaj drugega, skratka, no. Alo, mogoče sam na repliko dam na tole. Meni se zdi, da mogoče ta krivda, o kateri se zdaj pogovarjamo, da je to nekaj, kar izhaja iz tega, da pač mi, ki še odraščamo, pač naša generacija, kakorkoli hočeš to poimenovati, smo pač ena izmed, mislim, prvih generacij, ki je konstantno odraščala s tem, da so nam bile vse informacije skozi na voljo. Pač mi smo generacija, ki skozi nastopa drug za drugega. Mi smo generacija, ki živi skozi percepcijo tega, kako nas drugi dojemajo, našo podobo, in to podobo skozi krojimo svetu in drugim ljudem, ki so toliko stari kot mi. In se mi zdi, da je mogoče ta krivda to, da mi vidimo stvari, ki so narobe, mi vidimo stvari, ki jih hočemo spremeniti, ampak je hkrati neka ta otopelost, ki je omenil tudi ta študent, to sem si ful zapomnila, ker je rekel pač več kot veš, bolj, pač manj imaš za povedati, zaradi tega, ker bolj se distanciraš od tega, da bi karkoli naredil, zaradi tega, ker veš, koliko je tega, česar v bistvu ne veš. Ja, in se mi zdi, da je to tista stvar, ampak rada bi se pa tudi še navezala na to, kar je Čimi rekel, ker meni se pa zdi, da v bistvu mogoče edina skupina, v kateri jaz čutim generacijskost, ste pač vi, ste pač ljudje, s katerimi sem kadarkoli ustvarjala, delala umetnost, so pač moji sogledališčniki, so ljudje, s katerimi sem pač se prvič dala vlogo umetnice, in se mi zdi, da tukaj jaz vseeno čutim edine zametke neke revolucije, in se je tudi ta zadnji citat mi je pač je ful ostal z mano, da smo pač radikalni tam, kjer smo človeški, in to je tista stvar, ki se meni zdi, da je pač, da bi mogla biti, in stremim k temu, da bo vloga umetnosti. Prej si Urša rekla, da o v bistvu res medgeneracijskih razlikah, naprimer starši danes, starši včasih. Kaj pa pol se ti zdi, da danes odrasli pričakujejo od mladih? Ja, mislim, a sem lahko ful iskrena, pa ne preveč resno vzeti tega, kar bom rekla. Ampak odrasli pričakujejo, da bojo mladi rešili zdaj probleme, ki so jih odrasli povzročili. Pač basically to, mislim, eni pričakujejo to, drugi pa pričakujejo, da bodo pač taki, kot so si oni zamislili za njih in sledili vsem tem vzorčkom. Tako da to dvoje, mislim, ni lahka pozicija mladine danes, po moje, glih zaradi tega, ker neka odgovornost, zakaj že, mislim, ne. Tako da iskreno, po moje to pričakujejo, zdaj pa, ne vem, no. Mislim, težko breme je to, pa ne vem, kaj ne rečem na to. Ja, mi smo se tudi pogovarjali, da je točno to, da je veliko breme, kao na mladih stoji svet, ampak dejansko ne vemo kako. In kaj ne zdaj naredimo sploh. Meni se zdi, da je tako, če lahko sam še eno stvar dodam, to, kar je, ne, ta overload, oziroma to pač otopelost zaradi preveč vsega, o čemer si govorila, mislim, da je mogoče en del rešitve to, da se vrnemo malo nazaj na to neko lokalno sceno, no? Na to, kar je pač fizično okoli nas. Tako tudi vidim ljudje, ki so sposobni neke dobre stvari narediti za svet, dostkrat, veš, delujejo zelo, pač, ne vem, se to ne pomeni, da moraš res vsak dan pač se dobiti z ljudmi v živo nekje v svoji soseski, ampak tako, imeti en krog ljudi in reči, ok, bom pa v tem majhnem kotičku neki, ne, bomo pa neki tukaj naredili, to je pravzaprav neki, pač tam se začne vse, to je edino, kar lahko narediš, ampak to je ful. Ne vem,
marsikoga pol to navdihne, pa bo pač začel neke svoje, ne vem, tako da to je pač po moje eno zdravilo za to, ta overwhelming pač občutek, da je tega preveč. Ja, Čimi? Ja, jaz imam mnenje o teh pričakovanjih, ki jih imamo med generacijami, specifično recimo med starši in otroci ali pa pripadniki toliko daljših generacij, da bi lahko bili naši starši. Jaz mislim, da od drugega pričakujemo preveč, ampak se mi obe pričakovanji na svoj način zdita smiselni. Recimo, jaz mislim, da mi od starejših ljudi pričakujemo, da se prilagodijo na naš sistem vrednot, ki se je v zelo kratkem času uspel zelo hitro odcepiti od njihovega na nek tak temeljen način, ki ga je težko nadoknaditi, če si odrasel z nekim sistemom vrednot in z nekim pomanjkanjem empatije do določenih problemov, ki jo je težko nadoknaditi potem, ko si že do te mere formiran kot oseba. Jaz mislim, da je na vsakemu odraslemu človeku in na vsakemu starejšemu človeku, da to poskusi, ampak v mojih pogovorih, še posebej recimo s svojim očetom oziroma pripadniki afriške diaspore, se pravi pripadniki družbe, ki je v zelo veliki meri odrasla kot v nekaterih pogledih še bolj konzervativna, kot recimo evropska ali pa zahodnjaška, da tle gre res za neke pač ugrajene reflekse in ugrajene načine razmišljanja, ki jih znotraj ene življenjske dobe tako pozno jih je mogoče dejansko do neke mere težko, če ne celo nemogoče obrniti. Te ljudje se v velikih situacijah probajo znajti v tem svetu, kjer je od njih pričakovano, da čutijo empatijo in da čutijo različne tipe empatije za probleme, s katerimi niso zares mislili, da se bodo srečali. In jaz mislim, da je pravično pričakovati od njih, da to poskusijo in da se to potrudijo, ampak se mi pa ne zdi realistično, da od vseh pričakujemo, da jim to uspe. Na drugi strani imamo pa pričakovanja, ki jih ima starejša generacija do mladih, ki so prav tako preveliki, ampak se mi tudi zdijo smiselni na svoj način. Res je, stari ljudje do neke mere pač pričakujejo, da bodo mladi ljudje rešili vse probleme, ki pač so se zgodili med njihovim življenjem. In to ni pravično samo po sebi, ampak se mi pa zdi nekako neizogibno, zato ker vsaka generacija, ki pač pride na novo, se sooči s to generacijsko travmo, ki si jo človeštvo podaja že dolgo časa. In z vsako generacijo, nažalost, imamo manj časa, da se te generacijske travme rešimo. Manj časa je zaradi preprostih logističnih omejitev človeštva, s katerimi se trenutno soočamo. Gre za problematiko hrane, problematiko vode, problematiko globalnega segrevanja, problematiko pandemije, problematiko nuklearne vojne. In zato se mi zdi ta pritisk na mladih nepravičen, vsekakor. Ampak kronološko smiselen. Preprosto nimamo veliko časa, da bi naprej podajali te generacijske travme na prejšnjim generacijam. Zdaj, ali to pomeni, da bo tokratni generaciji ali pa eni generaciji kasneje uspelo te travme premagati? Ne, jaz mislim, da ni nujno, ampak jaz pa mislim, da to pričakovanje ni posledica tega, da se starejši ljudje nočejo vključiti v ta postopek, ampak da so si preprosto nekako priznali, da je njim spodletelo in da pač ta isti problem pade na naslednjo generacijo, za razliko od tega, da naslednja generacija nima več ogromno časa, da bi se s tem spopadala. Oziroma mogoče celo nima več tega luksuza, da bi nekatera ta vprašanja preložila na svoje otroke. V smislu tega, da če ne ukrepajo v naslednjih x število let, se lahko pojavijo neke pač neizogibne posledice prej omenjenih težav, globalnega segrevanja, ekologije, oskrbe s prehrano in vodo in tako dalje. Tako da zato moj končni statement je to, da pač ja, iz obeh strani se dogajajo nepravična pričakovanja, ampak jaz mislim, da sta obe strani utemeljeni in iz logističnih ovir človeštva in iz psiholoških ovir človeške empatije po neki starosti, čist nekih fizičnih ovir, ki jih je pač težko premagati in s katerimi se moramo soočati, da mogoče, pač obstaja neka možnost, da mogoče fizično in nevrološko nismo sposobni znotraj časa, ki ga imamo na voljo, prerasti in premagati. Okay. Zanimivo razmišljanje. Imamo mogoče kakšen komentar ali pa vprašanje iz občinstva? Ja, prosim. Hvala, se sliši. Ja, tole zelo spodbuja, kot ste rekli, sami razmišljanje o tem, da se da ure in ful škoda, da se tole ne snema, to, kar ste zdaj povedali. A se? Cool. Pa mislim, da bi Pasolini bil ful zadovoljen s tem filmom, da mi je to prišlo na misel. Drugače pa, ne vem, če preskačem vse, kar mi zdaj roji po glav, to, kar je mene mogoče malo presenetilo, me tudi spodbudilo, čeprav je prej Urša rekla, da se vsakih par let pojavi ta film, bi me zdaj strašno zanimalo,
že pred ogledom filma je prišlo na misel, a je kdo pomislil, a je koga zamikali, da bi naredili nekaj podobnega pri nas, ne še bolj, da bi se ukompali, ne vem, z enim Avstrijcem pa enim Hrvatom, pa naredili čez 3 države en tak pregled, ne. Ker ena od stvari, ki je bila že omenjena parkrat, ki je presenečila ravno ta občutek dolžnosti do staršev, ne, sem se vprašal, meni je bilo tudi po eni strani what the fuck, po drugi strani pa kako ste tako lepo vzgojili, ne? In me zanima, koliko je to kulturno, ne? Mečkrat mi rezonira s tistim, kar imamo stereotipov o italijanski družbi, ne? Ampak ne vem pa, koliko je to res. In zdaj, kaj bi, ne, v smislu ne, v Sloveniji valjda ne bi bil tak, ne, presek, ampak kaj bi, pa me pa začel zanimati, kaj bi bilo z drugim državam, ne? Druga stvar, ki me pa recimo ravno za razliko od tega, ne, ko je Ajka rekla, da je prizadel stališčem nekoga, ki ima ali pa nima prihodnosti pred sabo. Zdaj sem ta luksuz, da upam, da bom prej umrl, preden bo res hitnu fen, ali kako se reče. Ampak meni se zdelo, da v času, ko imamo vsi občutek, da se nekaj razgraja vrednote v družbi, ne, pa da nimamo več onih pravih odgovorov, da so tle bilo tako, kar vse so bili zelo različni, ampak ful je bilo enih teh pozitivnih vrednot, pa in feelinga za skupnost, in to, ja ne, pa fuj rasizem, pa vsi bom enaki, pa polnite, bogi bi morali imeti boljše plače, ne, in kup teh nekih pozitivnih, se mi zdi že kar malo idilično, tako, a so zbrali ta vzorc, ne vem, Filip, kaj ti misliš, a bi pri nas podoben bilo, mislim, jaz bi rad verjel, no, pa bi imel več upanja, se mi zdi, za prihodnost. Jaz mislim, da so definitivno zbrali, ta pač režija je totalna stvar, ampak hkrati mislim, da ne obstaja, vsaj meni ni znano, nek res dober pregled tega, ko sprašuješ otroke, kak naj bi bil svet, pa rečejo, da naj bo lep, ampak iz tega, kar sem jaz prebral, ja, pač nekdo te mora naučiti, da si nesramen. To načeloma ni prvi vzgib ljudi ali pa pač majhnih otrok ali pa pač tudi nekaterih živali, no. Tako da ja, mislim, meni se to zdi super, sam pač vprašanje je pol, mislim, najbolj grozno je to, da je nam hujše, če sosed dobi 100 evrov več, kot če zapravimo par milijonov za puške. Ampak pač to je nekaj, kar pač ne moramo zdaj mi reči, kako grozni so ljudje, dajmo jih pač vse pobiti, katastrofa, ne, to je nekaj, s čimer se moramo naučiti živeti, pa po moje moramo pač naučiti s tem delati. Se mi pa pač tudi zdi, da je mogoče pretekla generacija, pa jaz zdaj to pač rečem nekdo, ki ima zelo specifično situacijo, ne pozabiti, da pač jaz imam nevladno organizacijo, bla, 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 težim državi in tako dalje, ampak se mi zdi, da vsaj generacija mojih staršev, ne glede na to, da pač sem jaz odraščal pač na hrvaško-mađarski meji, da moj oče je Hrvat in da pač jaz sem se rodil, preden se je vojna tam zgodila, in da pač je njega kar prizadelo ta ideja, da pač bi on mogoče brata moral streljati, če bi bilo pač to na naši meji. Se mi zdi, da pač sta moja starša še vedno relativno lagano, apolitično pofurala svoje življenje. Kar se mi zdi, da mogoče pač ni več danes možno, ne glede na to, koliko sem jaz pač bolj specifično tukaj v to vpet, ampak meni se to zdi fajn. Jaz si pač želim, da stvari postanejo bolj politične, da se vrnemo k temu, da razpravljamo o stvareh, ne pa da se pač prepustimo nekemu toku. Zdaj, kam bo to pripeljalo, po moje ne ve nihče, ampak to zelo pozdravljam, no? To se mi zdi pač pozitivno, da ljudje rečejo, fuck, nekaj pa treba narediti. Se mi zdi pa pač spet grozno, tako kot se mi zdi grozno veliko stvari, skozi katere moraš stopiti, zato da pač enkrat nekega dne nastopi odraslost, ne, da ti nihče ne pojasni, kako to delati. Nikakor, ne, v času tvojega odraščanja. Imam vprašanje nazaj, pa se ti zdi, da je res toliko, mislim, meni se zdi to toliko, kar se je rekel optimistično, ne, a se ti zdi, da je res toliko tega, kar praviš bolj politično, ne, ker jaz sem vaš občutek, ko pač se ti zdi, da pa drsimo, ne, kot družba v drek po vseh teh, ki jih je čim prej naštel, ne, da je veliko tega, da ne, kaj se nam bo še moralo zgoditi, ne, da bomo nehali biti zadovoljni s tem, da pač greš v Hofer po znižano ceno izdelka, pa sediš, pa gledaš serijo, pa tako naprej. Se mi zdi, da te, ne vem, apolitično, če hočeš, še zmer preveč, ne. Mislim, ja, pustimo zdaj te, ampak tudi, veš, ful se nam zdaj zdi, dogaja se pa 8. marec, pa referendum, ja, pa tele volitve, vse kako kul, ampak a smo se res toliko zbudili? Mislim, poglej, kakšna je udeležba mladih na volitvah, pač katastrofalna. Ampak jaz bi rekel, da to zaradi tega, ker mladi točno vejo, da nimajo moči. Meni se to tukaj zdi ključno. Jaz mislim, ljudje niso idioti, pa če res akutno in čist
v drobovju razumejo, koliko moči imajo v dani situaciji. Točno vejo, kdaj lahko koga udarijo, kdaj se lahko na koga zderejo, kdaj se morajo skriti, kdaj jih mora biti sram. In jaz mislim, da tak pač je. Jaz bi tle izpostavil, kakor rad delam, bi rad izpostavil tle funkcijo kapitala, ker se mi zdi, da ni bil zares toliko raziskan kot nekak temelj velikih mnenj v tem filmu, pa tudi o političnosti nasploh. Recimo prej je bilo izraženo mnenje, da smo danes pač bolj politični in čeprav delež prebivalstva vsekakor je, jaz mislim, da glih v istem smislu danes imamo vedno več načinov, kako signalizirati političnost, brez da bi človek zares bil političen. Kako podati neko politično mnenje v javnost, brez da bi to politično mnenje imeli zares neko težo. Jaz mislim, da je danes lažje biti aktivist kot kadarkoli, hkrati je pa lažje ničesar spremeniti, pa še vseeno nekako biti sprejet v neko to nebolozno političnost. In jaz mislim, da ima kapital neko ključno vlogo pri tem, specifično na vprašanje tega, kaj vse se mora zgoditi, da ljudje nehajo uživati, pač nakupovati v Hoferju in uživati pač neke te statusne simbole. Ogromno. Pač jaz mislim, da tle ne smemo podcenjevati funkcijo in moč pač kapitala kot nečesa, kar smo sprejeli kot nekaj samoumevnega. Ta želja po pridobitvi nekega statusa znotraj tega sistema in število naših pač stresov in nesigurnosti, ki jih uspe kapital nekako polizati pa spraviti pod neko preprogo, je po mojem mnenju bistveno večji, kot si večina ljudi predstavlja. In jaz mislim, da je ravno to problem v mnogih komentarjih na prihodnost, je pomankanje priznavanje te uspavanosti s strani nekega sistema, čigar naloga pač je, da na nek poceni način ustreže čim več tvojim nesigurnostim in če imaš kapital, da to podpreš, pač da nekako, ne vem, ti da nek smisel pomembnosti, nek smisel statusa, nek smisla na splošno, da pač stvari so logične. Sej, če jaz zamenjam denar za to, bom pa ja to dobil, ali pa če imam jaz neko statusni simbol ali pa nekaj, je pa moje življenje valjda v redu. In jaz mislim, da ne smemo podcenjevati teže tega. Jaz mislim, da je to v zelo veliki meri motor, ki poganja neko to ignoranco od resnične katastrofe, v kateri se po mojem mnenju nahajamo že kar nekaj časa. Jaz bi tu, če lahko kot tudi drugače pač hardcore radikalec in se glede teh stvari absolutno strinjam. Mislim pa, da pač ne smemo pozabiti, da statusni simboli so obstajali, prednji je obstajal kapital in da pač enaka družba ne more obstajati. In mislim, da obstajajo specifične pač posledice, ki izhajajo iz tega, ne, ampak da veliko stvari se da pač rešiti čisto s tem, da si malo pogledamo v oči, pa da se zmenimo. Ampak bi pa rad tu izpostavil, ker to je pa stvar, ko bom prišel domov, si jo bom prav zapisal, zato da je nikoli ne pozabim. Jaz mislim, da najbolj revolucionarna izjava v celem filmu je, on je ful razvajen, za vsako delo pričakuje plačilo. Se mi je zdelo pač res lepo, ne, pač ta otrok, ki je to povedal, pač teka veliko več kot ogromno drugih ljudi, ne. Imamo še eno vprašanje? Jaz bi rada samo pokomentirala eno stvar, ko smo prej govorili o tej dolgu mladih do svojih staršev. Se mi zdi, da smo prva generacija, ki res odrašča s toliko velikim znanjem tako človeške psihe, pa tako o medsebojnih odnosih, pa tako o čustvih drugih ljudi, ker zdaj se mi zdi, da res tako vsak posameznik ima glas, da govori o tem, kaj ga je prizadel, kako ga je prizadel. In se mi zdi, da smo eni izmed, ne vem, prvih generacij, ki čutimo res tako ful veliko empatijo do naših staršev in da tako že skoraj obstaja tako nek ideal tako psihološko razsvetljenega človeka, ki se zaveda vsega, kar prizadene druge ljudi in se zaveda vseh tako pravilnih načinov komunikacije, kad ko imaš razčiščene vse travme in vse tako in pač se mi zdi, da je to zaradi tega nastalo in da se nekako ne moramo znebiti te naše tako prijaznosti ali pa tako pač zavedanja drugih ljudi zaradi tega znanja. Pa imam pa še eno vprašanje. Kako se vam zdi, da so se tako glavne, tako temeljne vrednote mladih spremenile skozi čas? Tako, a so večinoma take materialne, tako hočem imeti službo, hočem imeti denar pa varnost, pa tako, ali so ostale tako res osebne, tako hočem ljubezen, hočem odnose na ta način? Kako se je to spremenilo? Mislim, meni se zdi, da se pač vrednote mladih ljudi spreminjajo vzporedno z političnimi sistemi in pač situacijo svetovno oziroma državno oziroma pač v njihovi skupnosti in se mi zdi, da pač to je dejstvo, da te okolje pač zgradi definitivno
ti lahko pač kot neki izobražen človek potem prevrednotiš svoje vrednote, ampak se mi zdi, da so neke stalnice, ki pa pač pridejo od tega, v kakšnem okolju si bil vzgojen, v katerem času si bil vzgojen. Kaj bo pa drugi del vprašanja? A so ostale pač bolj tako materialne ali tako bolj tako osebne? Pač, a se je to spremenilo? A je bilo vedno eno ali pač zdaj drugo? Jaz mislim, da bolj kot to, da bi se premaknilo kjerkoli od teh dveh smeri, jaz mislim, da je pomembno izpostaviti to, da se je pač mnenje mladostnikov in vrednote mladostnikov, da so se preko razvoja internetne kulture pač preprosto razvejali na bolj specifičnih delov. Da včasih si imel recimo mladino, ne vem, v 60-ih si imel recimo pač mladino, ki je bila zelo anti-autoriteto, kjer si imel neko hipijevsko gibanje ogromno, ne vem kaj, imel si ogromno gibanj za človeške pravice in tako. In to je bilo pač večina mladine, večina starejših ljudi je bilo pa pač na drugi strani neke pač kakšne investicijske odgovornosti, avtoritete in ne vem česa. Medtem ko danes pa pač se mladostniki popredalčkajo po nekih dosti specifičnih stvareh, ki pač niso toliko enovite, kot so bile včasih, po mojem. Jaz mislim, da danes srečaš, pač kogarkoli si mladostniki radi predstavljamo, ali pa predstavljate, ne vem, če me smatrate pod to kategorijo, ampak dajmo reči predstavljajo, pač, da jaz mislim, da ni več tako, da ni več enovitega mladinskega mnenja, ampak da imaš mladostnike, ki pač se smatrajo kot radikalne levičarje, kot ne vem kakšne ekoteroriste, zdajo se ne vem kakšne predalčke, imaš pa prav tako pač mladince, ki se pa identificirajo kot, ki seveda obstajajo v nekem mestnem zahodnem življenju, ki niso zdaj, da bi odrasli nekje na kmetiji, ampak ki se vseeno smatrajo pod neke ali ultrareligiozne ali ne vem kakšne. V glavnem se mi zdi bolj značilno za današnjo generacijo to, da se pač preko interneta najdejo med sabo in da pač obstajajo kot točno to, kar so, namesto tega, da bi se zares združili v nekih ogromnih gmotah, ko vsi razmišljajo isto. Valjda so neki problemi, ki postajajo vse jasnejši, se pravi, ekologija je mogoče pametna investicija ali pa tako določeni avtoritativni prijemi ali pa neki fašistični prijemi mogoče niso najbolj produktivni, ampak znotraj tega imaš pa ogromno nekih subkultur, ki med sabo nimajo nobene veze. Pač recimo furry ne marajo neonacistov, pa so oboji lahko mlajši od 18, ali pa ne vem, pač punk fani tega subžanra imajo full nek beef z nekimi metalci, ki ni zares tako širše kulturno vprašanje, ampak so pač ljudje, ki so se najdli v neki svoji niši, v nekem svojem predalčku in pač tam so. Ja, ampak to je ful, to je ful tako govorjenje, kot pač neka generacijska identiteta, pa identiteta tako skupine, v katero spadaš, ampak tako kaj pa tako človek, pač kot bitje, tako te univerzalne stvari, ki jih imamo vsi, to se tudi ni porazgubilo. A se ni dal. A je zares ena stvar, za katero se vsi strinjamo, da bi jo mogli imeti. Jaz mislim, da je danes bolj kot velikrat prej smo se znašli v družbi, ki uspe ful enih stvari relativizirati. Ful enih vprašanj, ki bi mogla biti absolutno relativizirati. Probi vprašati ljudi na ulici, kjerkoli državi, a se vam zdi, ne vem, hrana in voda osnovna človeška pravica. Neka stvar, ki bi se zdela intuitivna, da bi se vsi nekako strinjali, da je, in se mi zdi, da boš najdel zelo raznolike odgovore. So neka vprašanja, ki bi mogla biti vsem logična, po mojem mnenju. Mislim, valjda nočem vsiljevati svojega mnenja drugim ljudem, ampak tako, neka vprašanja, ki ob eni točki smo prišli do točke produkcije družbe, kjer pač bi lahko nahranili, dajmo reči, več ljudi, kot jih trenutno, ali pa vsaj se trudili nekaj takega narediti, ampak ko sprašuješ ljudi, ki so pač zdaj žrtve nekih teh političnih mahinacij, ki jih dajo v neke specifične predalčke, boš kar naenkrat prišel do točke, kjer vprašaš recimo nekega pripadnika ali pa podpornika GOP-a, recimo republikancev, ki pač pa meni, da ne, da voda pa ni človeška pravica, zato ker je pač to slišal na nekem, ne vem, popular figurehead forumu, ki mu pač zaupa. Ne vem, mislim, da ni da kakorkoli si ljudje radi mislimo, da smo zedinjeni v nekih stvareh, ki mislimo, da si jih vsi zaslužimo, ki si jih po mojem mnenju jih vsi zaslužimo. Ampak dejansko se mi zdi, da s pojavo interneta in s pojavo teh nekih echo chamberjev, kjer lahko človek živi v nekem svojem internetnem ekosistemu, ki mu ful dolg časa govori neke specifične stvari, boš kar naenkrat ugotovil, da nismo več toliko zedinjeni. Ali pa vsaj se določene entitete trudijo, da ne bi bili, če se poslužim te logike. Ampak ne, jaz mislim, da nismo to, kar mislimo, da smo. No? Oziroma,
da mogoče imamo neke težnje, ker smo vendarle ljudje in pač nam ni všeč, da drugi trpijo, pa imamo mogoče neke skupnosti, da nekje noter v nas to je, ampak je to skrito pod tokimi plastmi politične identifikacije, da ni več prepoznavno v takem enotnem smislu, kot bi si vsi radi predstavljali, da ga imamo. Ja, jaz sem samo to povedal, da tak malo daljši odgovor na to vprašanje, kako so se mladi spreminjali, pa mogoče te bo zanimalo, v Sloveniji se relativno redno dela raziskava, ki se imenuje, pazi to, Mladina. Sem šel vmes pogledat, mislim, da je bila zadnja narejena 2020, tako da če daš raziskava Mladina 2020, dobiš rezultate, tudi komentirajo, kaj se je prej zgodilo in pač to prav pač sprašujejo mlade, kakšne so njihove vrednote, če se jih je strah, svašta, ful so dolgi vprašalniki, tako da to je po moje zanimivo za pogled. Bi pa sem tudi dodal glede te pač razdvojenosti pa vsega tega, ne, pa pač jaz ne morem najti originalnega avtorja tega citata, pač predal mi ga je nek profesor, ki je pač citiral nekoga drugega, ampak razumevanje dobrega lahko vznikne samo iz skupnostne prakse. Če pač ti nikoli nisi videl fuzbala, se ne moreš niti malo pogovarjati o tem, kaj je dober fuzbal, pa kaj ni. Če ti nikoli nisi videl našega življenja, se ne moreš niti malo pogovarjati o tem, ali je to življenje dobro. In mogoče se da to našo nezmožnost pogovora o tem, kaj je dobro življenje, država, whatever, iskati v tem, da pač ni več te skupnostne prakse, da ni skupnega igrišča, na katerem bi mi skupaj pač spoznavali, kaj dobro je, in da pač dokler te situacije ne zrihtamo, pač nam ni rešitve. Ne? To je tudi zato, ker pač mogoče to, kar si ti omenil, Čimi, pač te internetne subkulture, pač pojmovanje dobrega se danes dogaja ful na nekem metafizičnem nivoju. Pač zdi se mi, da je to nekaj, kar ful ni več oprijemljivo in to je tista stvar, ki pač manjka in zato tudi jaz ti zdajle zelo težko zagovarjam svoje vrednote, ker ne vem, pač to je tista stvar, ki je v bistvu toliko bizarna, ker ni nekega poenotenega, pač že v moji družini ni, kaj šele pač, kar se tiče na nivoju slovenske mladine, naprimer. Ja, ful je, če lahko sam še nekaj dodam, ful tako, jaz mogoče malo vidim to bolj, ne vem, če primerjam svojo generacijo, vsem, tako, ta raziskava Mladina, po moje, če jo greš pogledat, odkar se jo začeli delati do danes, vidiš, da še vedno, valjda, večina ljudi je konformistov, vedno bila in tudi večina mladine je dost, a je zdaj to vpliv kapitala, vpliv pač staršev tega okolja, v katerem so odrastali, pač večina mladine dost konformistično razmišlja in tukaj ne bi zdaj jaz tako stereotipizirala, ta generacija je pa ful bila politična, pa je hotela spremembe, to so te, o katerih zdaj vemo, a ne. Ampak po moje v Franciji leta 68 večina mladine pač ni brala Marksa, ampak so pač hoteli sam imeti denar za čike. Mislim, tako si predstavljam, sej, mogoče se malo motim, ampak in pol nas danes šokira, ko je bila ta raziskava 2020 nazadnje, spomnim se, koliko šokantno in folk si zgražal, večina, ne vem, srednješolcev si hoče imeti službo, 2 otroka, avto in psa in hišo. In tako, kako grozen. Ja, pač, ljudje smo taki, ne vem. Se mi zdi tudi mal in pol vedno to zgražanje starejših generacij, mladina danes ni več za ne vem kva, aktivna v ne vem čem, ampak v bistvu, ne vem, se mi zdi, da tako neka ta mainstream kultura, ki jo pač kapital poganja vedno bolj, je pač vedno en velik del vsake generacije in tukaj se pogovarjamo o ljudje, ki hodimo v kinodvora, ne. Mi smo pač, dajmo si priznati, subkultura. Se mi pa zdi ful dobro to, kar si rekla in to jaz opažam in se mi zdi tako mogoče najbolj pozitivna lastnost te generacije napram starejšim, ta neka empatija osnovna, ki pa bi tudi rekla, da jo malo začutim na tem splošnem nivoju, vsaj ta nivo empatije. To se mi zdi, da je ogromna razlika, ampak res ogromna. Če primerjaš z generacijami mogoče 20 let in več nazaj, ogromna. Tako da tukaj ne bi zdaj tega malo vrgla stran ali pa tako, mislim, razumem, da danes vsi valjda smo malo skeptični, tako kot si rekla, do naših vrednot, ko vsi imamo, karkoli si upaš misliti ali pa predstavljati, že imaš ta eno plast že cinizma čest ali pa dvoma vase ali pa ko veš, da ziher nekdo ful pameten obstaja, ki ti bo v pol minute sesul to tvojo pač mentaliteto ali karkoli. Ampak vseeno, ne vem, ene razlike vseeno so. Jaz tudi mislim, tako upam si reči, da je vseeno tega materializma danes med mladimi mogoče malo manj. Ali pa je bolj nekako,
ni tako ekstremen, bolj je na neki samoumevni ravni do ene mere, ni pa tega ekscesnega, ne vem. Tako, če primerjam, jaz sem odraščala pač to je bila doba Paris Hiltona, ne. Pač, ne vem, meni se vseeno zdi, da je danes to malo drugačno. Čeprav valjda so neki primerljivi fenomeni. Tako da, kakor je še vedno večina vsake generacije ima neke lastnosti, ki bi jih lahko zelo hitro pozabimo, pa ki bi jim lahko pripisali nek konformizem, se mi zdi, da vseeno so neke razlike, no, med generacijami in jaz sem zato vseeno tako ful naivno in pač tipična ta zdaj malo nek starejši človek, ko gleda mlade, tako vseeno sem malo optimistična, no. Tako, ful je zdaj ta nek debilen klišej, da rečem boljši ste, ampak ni nujno, da ste boljši, sam, ne vem, ene stvari so pa boljše, no. Pač ena stvar, ko se mi pa zdi, mogoče, da ne bom rekla spet zdaj, bom rekla, ampak ne tako resno vzeti slabša, je pa to, kar sem prej omenila, recimo ta svoboda kot neka vrednota. To mi je pa ful zanimivo, kako v bistvu se je pomen tega recimo zmanjšal, kot je recimo empatija, neka stvar, ki je poskočila, hvala Bogu. Tako, no. Ja, jaz sem samo še zadnjo vprašanje. A pa se vam res ne zdi, da človek nima tako niti ene skupne vrednote, ki bi ostala tako še iz tega, da smo pač mi kot ljudje še zmer tako ena vrsta živali, pa še zmer tako pač, ja. Smrt. Vrednota. In neizogiben. Ne, mislim pač to soočenje s smrtjo, jaz mislim, da je pač to treba priznati, da se je to enkrat zgodilo, onkraj tega hrana, droge, seks, rock and roll, pač vse te stvari pač pridejo skozi brez težav, tako da jaz mislim, da tu je ogromno enega materijala, pa pač zdaj, če si lahko še Mladena Dolarja dovolim citirati, ne, ko je pač pisal nek tekst tudi o tem, ko se ljudje kregajo glede cepiv pa to. Če bomo želeli ostati prijatelji, bomo morali spiti še eno pijačo več, pa se pogovarjati še o čem drugem. In jaz mislim, da to je čudovit recept, ne? Da pač glede nekaterih res specifičnih, velikokrat relativno arbitrarnih stvari se znamo ful skregati, ampak droge, seks pa rock and roll so pač vedno tu na mizi zato, da nas združijo, po moje. Jaz mislim, da dejansko pač imamo še vedno tako dejansko še kar podobne skupne vrednote, kakor smo jih imeli že dolg časa in tudi skozi več različnih verzij civilizacije, ki smo si jo pač ustvarjali. Ampak mislim pa, da postajamo vedno boljši v tem, da te stvari, ki so nam skupne, izkoristimo oziroma jih preusmerimo v funkcijo tega, da nas dajo iluzijo tega, da se nismo podobni. Če raziščeš te stvari, v katerih se recimo nekatere politične platforme razlikujejo od mainstreama, bodi si v skrajno desno, skrajno levo, kakršnokoli politično smer že, velikokrat prideš do točke, kjer v resnici vsaka stran uporablja iste vrednote, da ljudi pripelje do drugih zaključkov. Vsi hočejo poskrbeti za svoje družine, se pravi, vsaka stranka ima 5 minut časa, skuša pač podjarmiti ta refleks v to, da pač skuša pričarati nek občutek ogroženosti te družine, recimo, in potem vsaka entiteta daje tej nevarnosti neko drugo ime. Se pravi, ja, jaz mislim, da obstajajo od nekdaj in bodo obstajale že dolgo časa neke vrednote, ki v resnici v nekem našem temelju so nam skupne oziroma proti katerem vsi skušamo priti. Ampak menim pa, da že dolgo časa pač vsak, ki si želi nekega vpliva, da mu je zelo varen način, da si ta vpliv pridobi, je, da te reflekse izkoristi v to, da nekako spelje v situacijo, kjer zgleda, da nismo vsi enaki, ampak v resnici vsi hočemo isto stvar, vsi hočemo varnost zase, za svojo družino, za svoje bližnje. Nihče zares noče gledati dobrih ljudi trpeti, ljudje hočemo pač, da nam gre vsem dobro. Ampak recimo pač, če že vzamemo to, kar sem prej omenil, to vrednoto, se pravi, vsi se lahko strinjamo načeloma, po mojem, da bi radi, da naša družina ostane varna. Jaz mislim, da je to vrednota, ki je vsem skupna. Ampak recimo, če v eni državi pač nek diktator ali pa nek glas avtoritete reče, da je stvar, ki ogroža to stvar, ne vem, imigracija, in v neki drugi državi nekdo reče, da je stvar, ki to isto vrednoto ogroža, je ateizem, karkoli že pač je, potem se to kar nekaj spremeni v razlike med nami, kljub temu, da izhajajo iz iste želje. Tako da skrajšam ta svoj point. Ja, imamo neke skupne vrednote, ampak postajamo vedno boljši v tem, da te vrednote preusmerimo v razlike, ki so nekako umetno
ustvarjene, ampak ki pa temeljijo na zelo realnih in zelo resničnih in nam pomembnih skupnih vrednotah. Ja, pa tudi družba hoče nekako, da se razdelimo, tako pač ta divide et impera. Kar je edino smiselno. Jaz mislim, da je pač vse tako nočem, jaz nisem nikoli zares nisem se spuščal v neke ful hude politične strategeme in ne vem kakšne zarote, ampak mene iz stališča, če se probam uživeti v vlogo nekoga, ki pač želi ostati na politični moči, se mi zdi edino smiselno, da ni neke zadinjenega mnenja pač o tem, kaj si zares želimo in da ni enega zadinjenega političnega mnenja. Ker v resnici, če bi vsi bili fokusirani na to, kaj hočemo, se pravi varnost, se pravi dolgotrajno življenje, se pravi karkoli že to je, bi ogromno enih političnih entitet ratal tako malo nekoristnih, pa ne zares ful smiselnih in to se ljudem, ki so na teh pozicijah, pač se zares ne splača ful. Štekam to strategijo, logično mi je, zakaj je to trend. Ampak ja, pač ga pa ne narediti zato nič manj nevarnega ali pa nič manj resničnega, po mojem. Ja sem vam rekla, da se bomo pogovarjali ful dolg časa. Tako je bilo tudi prvič. Pa zdaj moramo že zaključiti, ker pač ekstremno smo pozni še ja, ne, ampak mogoče sam še čisto zadnje vprašanje, ker danes ni z nami bila najstarejša tukaj med gosti, pa mogoče, če ima kdo od starejših še kakšen komentar ali pa vprašanje. Ne, okay. Tudi mladi, da. Ja, okay. To je zelo narodno slišati svoj glas, ampak hotela sem mogoče kakšen komentar za tako zaključek dati, ker vidim, da se ponavljajo vprašanja o tem generacijah, pa tudi kaj nas v bistvu povezuje, kaj imamo skupaj. Pa se mi zdi, da ko mi dodeljujemo neke značilnosti posameznim generacijam, ne pomislimo na to, da te značilnosti, te besede, ki jih ti uporabljaš, jih ti hočeš dati kot nekaj stalnega. Ne pomislimo pa na to, da v bistvu mi kot ljudje se konstantno razvijamo. Že pri sebi, ko gledam svoje stare zapiske, kaj sem si mislila, kako sem se počutila, vidim nek razvoj, spremembe v mnenjih, spremembe v spoznanjih, spremembe v svoji razgledanosti. In še posebej, ko pomislimo na stare generacije, mi jih hočemo definirati z neko stalno besedo. Ta generacija je bila zelo konzervativna, naprimer. To pa ni nujno. Mogoče so se začeli z drugačnimi mnenji in so končali to obdobje z čisto nasprotnim mnenjem. To je res odvisno tudi od na kater segment te generacije gledamo, pa še posebej geografsko, če govorimo. Recimo ta film Futura je v bistvu bil nek pogled v Italiji, v tako posameznih mestih v Italiji in kako te skupnosti v bistvu mladih, kako se že v tem filmu v Italiji razlikuje med sabo v teh mestih. Kaj šele, če se mi pol primerjamo z Italijo, kar definira Slovenijo, naše težave Slovenije in uspehi tudi, no. Se mi zdi, da ne moramo se primerjati z Italijo. Mogoče so neke stvari, kot smo jih iz filma videli, s tem se pa relatam, ta problem tudi v Sloveniji najdem. Mogoče je to nekaj, kar nas zadinja, kako ne rečem, povezuje. Pač te osnovne vrednote in problemi iz teh, to bi rekla, da nas nekaj povezuje, ampak ne moramo pa se preveč fokusirati s tem nekimi stalnicami, kako smo si podobni po čem. Bolj bi mogli pomisliti na to skupne cilje v bistvu, namesto skupnih, kako ne rečem, idej. Ker mogoče naše ideje niso iste, ampak cilj pa lahko že najdemo neko skupnost v cilj. Recimo to za težave klimata, pa to bi rekla, ne vem. A lahko je sam neki, meni se zdi, da je en taka mala dobra poanta je bila tukaj vsem. Mislim, da so tako vrednote ful v bistvu precenjene. Tako v resnici ful ni važen, kakšne vrednote imamo, važen je, ni važen, kva je zdaj moja vrednota, važen je, kaj sem konkretno naredila ljudem okoli sebe, pa kaj kdo konkretno naredil mene, ne, akcija je važna. Jaz se to ful strinjam. Najpomembnejši nasvet, ali pa eden najpomembnejših, ki sem ga jaz dobil za življenje je, Filip, ni treba, da se ljudje strinjajo s tabo, dokler naredijo pravo stvar. Lahko sam še nekaj rečem. Zdajle sem se spomnila, ko je šla
iz dvorane Gaja Najarujec, da smo se enkrat smo se pogovarjali o tem, kaj je zares naše, pač kaj je naše od ljudi, od vseh ljudi. In smo prišli pač do enega stavka in ta stavek je pač, da se nihče ne rodi v prazen svet. In to je to, kar je zares naše. Tako optimističen komentar smo rabili za na konc. Moramo prekiniti to, zato ker je bilo res že dolgo. Lahko v kavarni nadaljujemo ta pogovor, če nimate konference iz matematike, tako kot jaz jutri. Ampak ja, hvala vsem, ki ste ostali, hvala gostom za ta pogovor, pa se še kdaj vidimo v Kinodvoru. Hvala.